Tokrat bomo zniževali ogljični odtis, pazi to, pri električnih avtomobilih. Potem povemo, koliko krav da svoje usnje za udobje v potniški kabini. Na eno smo se usedli v novem Defenderju z V8 mašino, ki pa ga Bond v novem filmu ni vozil. Mi pa povemo, kaj je vozil. Vozil je Toyoto in tudi mi smo peljali Toyoto le nekoliko manjšo in pa set 3 kratic DS9, MBC in C3 Aircross. Ni čas za preklop. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Da bi do leta 2050 v resnici lahko prešli na trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo, bi se izpusti iz prometa morali zmanjšati za 70% glede na vrednosti, kot jih dosegamo danes. No, tudi vrh Evropske unije je sprejel določbo, po kateri bi morali v primerjavi z letom 1990 do leta 2030 ne s 40%, ampak kar na 55% zmanjšati proizvodnjo oziroma vse izpuste. Avtomobili porabljajo energijo in s tem seveda tudi onesnažujejo planet skozi svoje celotno življenjsko obdobje. Od pridobivanja surovin, proizvodnje, rabe avtomobila, na to se najbolj fokusiramo, do razgradnje in reciklaže. In avtomobilske znamke se vseh faz avtomobilskega življenja in njihove produkcije ogljičnega odtisa lotevajo na drugačne načine. Mi smo pri Audiju našli zelo zanimivega sogovornika, ki se ukvarja ravno s tem, kako zmanjševati ogljični odtis pri električnih avtomobilih. Prihodnost naše mobilnosti je vsekakor električna. Pa če nas to veseli ali pa jezi, v to se danes vsekakor ne bomo spuščali. Danes nas bo zanimalo predvsem to, kako bomo mi z električnimi avtomobili sploh očistili naš planet, kako bomo mi s preklopom na novega energenta sploh kaj pozitivnega naredili. Ker električni avtomobil je ob svojem štartu več kot 2-krat bolj umazan kot pa bencinski ali dizelski avto. To je dejstvo, ki ga priznavajo tudi najbolj zagrizeni navijači za elektromobilnost, ampak kdaj pa nastopi tista točka preloma, ko elektroavto postane bolj čist od bencinskega, no tu pa je raziskav zelo veliko. In mi si, to moramo poudariti že takoj na začetku, ne upamo 100% zaupati prav nobeni od teh raziskav, predvsem zato, ker je neznank oziroma recimo raje spremenljivk zelo veliko. Ampak pred nami je raziskava, ki jo je naredil Audi. In to na predstavitvi svojega 4. električnega avtomobila. Se pravi, govorimo o akterju, ki bi imel interes, da bi elektroavto pokazal v kar se da pozitivni luči. Električno vozilo nekje, ali pa tudi konvencionalno vozilo, v bistvu govorimo o nekih 3 življenjskih dobah. Torej, o dobi, ko se avto izdeluje, torej to je to, kar v bistvu počnemo mi v tovarni, potem je doba uporabe, to je takrat, ko ga v bistvu naša stranka uporablja, in potem v zadnji dobi, torej na koncu, ko v bistvu vozilo recikliramo. Poglejmo torej, kako izračunajo absolutno vrednost emisij skozi celotno življenjsko obdobje avtomobila, skozi vse 3 faze. Die methodische Basis für diese Betrachtung sind eben die internationalen Normen ISO 1440 und ISO 1444. Das sind internationale Standards, die auch anerkannt und gültig sind und die eben ganz genau festschreiben, wie der Untersuchungsrahmen aussehen muss und welche einzelnen Prozessschritte einzuhalten sind, um eben eine Ökobilanz zu erstellen. Und darüber hinaus, jetzt mag man sagen, ja, aber jeder benutzt ja sein Fahrzeug irgendwie individuell anders und unterschiedlich lang. Aber damit wir eben vergleichbare Ergebnisse haben und einen einheitlichen Ansatz, treffen wir einige grundlegende Annahmen. Das ist beispielsweise für die Nutzungsphase des Fahrzeuges, legen wir eine Laufleistung von 200.000 Kilometern zugrunde. V odstotkih skupne vrednosti vseh emisij je štartna pozicija, se pravi, ko avto zapelje iz proizvodnje, za bencinski avtomobil 20%, za električni avtomobil pa kar 50%. Se pravi, z drugimi besedami, če se zdaj s tem električnim avtomobilom, ki je povsem nov in ima komaj nekaj kilometrov na števcu, zaletimo in naredimo totalko, smo naredili okoljsko škodo. Ampak če se da pogledamo, kaj vse avtomobilski proizvajalci počnejo, da bi to štartno pozicijo, to emisije, ki jih naredijo s proizvodnjo, čim bolj zmanjšali.
Vsa elektrika, ki se uporablja za izdelavo vozila, prihaja iz obnovljivih virov. Za proizvodnjo se uporablja ogromno vode, ki se jo zopet na novo reciklira in uporabi, in v bistvu se uporablja toliko časa, da se na koncu tisto, kar še ostane za toalet, recimo uporablja v sami tovarni. Tako da s temi različnimi majhnimi elementi poskušamo v bistvu zagotoviti čim manjši ogljični odtis, kar pa se recimo v proizvodnji ne da izničiti, pa kompenziramo potem z nakupom kuponov. In okoljski ukrepi niso omejeni samo na končnega sestavljalca avtomobilov. Če nekdo želi biti naš dobavitelj česarkoli, mora izpolnjevati vse možne standarde in eni izmed teh so seveda tudi okoljstveni standardi. In tu mi želimo absolutno sledljivost vsega. Samemu dobavitelju v bistvu sledimo od začetka, od nabave, recimo surovin, ki jih je potreboval, pa potem do konca izdelave. Ampak fotovoltaika na strehi tovarn in pa vsi drugi lokalni ukrepi preprosto ne zmorejo izničiti glavnega problema proizvodnje električnih avtomobilov. Mi vemo, da recimo 50% emisij v bistvu nastane ob recimo izdelavi vozila. V tem je zelo pomembno, da v tem procentu je ogromen procent za izdelavo same baterije. Je pač baterija zelo kompleksna in zahteva recimo pri sami svoji izdelavi ogromno energije. Seveda, zelo veliko se da doseči tudi s sinergijskimi proizvodnimi učinki. Pri Audiju tudi pravijo, da bo zelo veliko pripomogla lokalna, domača proizvodnja baterij. Gremo nazaj na graf. Man sieht an dieser Abbildung eigentlich ganz schön, finde ich, dass der Q4 nach der Herstellungsphase erstmal mit einem etwas höheren CO2-Footprint in die Nutzungsphase startet. Aber diese Mehremissionen werden eben durch den hocheffizienten Elektroantrieb im Laufe der Nutzungsphase amortisiert. Und ab einem gewissen Punkt, der ist ja auch eingezeichnet, den bezeichnen wir in Fachkreisen als Break-Even-Punkt, sind eben diese Mehremissionen amortisiert und ab diesem Zeitpunkt fällt die Umweltbilanz mit jedem weiteren gefahrenen Kilometer zugunsten des Audi Q4 e-tron aus. In zdaj sledi nauk današnje zgodbe. Okoljevarstvo, no, to je naša skupna naloga. Torej ni vseeno, ali bomo sem noter pretakali energijo, ki jo je do naše hiše privedel zloglasni TEŠ, ali pa bomo sem noter dali elektriko, ki smo jo dobili na strehi naše hiše. Durch das konsequente Laden mit Grünstrom können diese Emissionen eben signifikant reduziert werden in der Nutzungsphase. Und man sieht auch, dass sich der Break-Even-Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, eben dadurch auch sehr weit nach vorne schiebt. Und im Endeffekt kann man sagen, dass die CO2-Bilanz eines Elektrofahrzeuges immer unmittelbar davon abhängt, mit welchem Strom ich dieses Fahrzeug in der Nutzungsphase lade. Und das heißt, durch den konsequenten Einsatz von Ökostrom kann jeder auch maßgeblich dazu beitragen, ganz individuell die CO2-Bilanz des Fahrzeuges zu verbessern. Torej ja, električni avtomobili so pozitivna stvar za naš planet, za naše ozračje. A tudi, če bomo ekspresno hitro preklopili na 100% zeleno energijo za našega elektrokonička, bo narava rekla, da smo prepozni. Da bomo zagotovili prihodnost našim otrokom, moramo postoriti še veliko drugih ukrepov in eden od zelo učinkovitih načinov čiščenja ozračja je kar neposredno črpanje ogljikovega dioksida iz zraka in pretvarjanje v kamne. Ostanite v naši družbi, kajti po kratki pauzi vam predstavimo avto, v katerem Bonda v novem filmu lovijo zlobci, in avtomobil oziroma predstavnika znamke, v katerem Bond pred njimi beži. To je pa tako kompleksno, da potrebuje prevod. Zlobci bežijo v Land Roverju Defenderju, ki ga vidite čez nekaj časa, Bond pa jim uide z Toyota Land Cruiserjem, ki je sicer ne vidite, vidite pa drugo Toyoto. Najbolj pomembno vprašanje, če si že tako nastavil, pa je, Bond seveda preživi. Tako kot vedno preživi njegov DB5, ki ga tukaj zopet vozi, zopet popolnoma uniči, kot je bil uničen že vsaj 5-krat, ampak vedno nanj čaka nov DB5 in tako bo tudi na novega Bonda. Z tvojih ust ušesa Barbare Broccoli. Drugače ne more biti. Ob predstavitvi novega Defenderja so se mnogi zmrdovali, češ da to ni več dobri, stari in predvsem zmogljiv Defender. Vprašanje je na mestu.
Je ta Defender res še toliko zmogljiv kot njegov predhodnik? Particularly this car. It had to be the best Land Rover off-road and of course it had to be better than its predecessor. So the fundamentals of the car have to be right. You start with a really rigid body. So we've chosen an aluminium monocoque construction but made it very strong, and it's typically 3 times stronger, 3 times more rigid than a typical body and frame car. And starting from that fundamental, we've got the hardware, critical hardware of the right length of links to give our 500 millimeters of cross-axle articulation over the more technical off-road conditions. And on top of that, with air suspension, we can lift the car up to 290 millimeters clearance from the off-road surface, and then if the car grounds out, the car allows you to get another 75 millimeters of height with the air suspension. But I think where we probably excel most in relationship to the competition is our in-house team that develops the software and the calibration. Zdaj, ko vemo, da je tudi Defender v novi podobi sposoben premagovanja takega terena, ki ga človek peš težko, pa je čas, da pogledamo še na drugo stran, k njegovemu udobju. Novi Defender ponuja vse tisto, kar mora ponujati novodobni avtomobil. Udobje na cesti, povezljivost in številne motorje. Tu ima kupec res veliko izbiro. Na eni strani bencinski motorji, na drugi dizelski. Angleži so šli še korak dlje in zdaj je mogoče izbrati tudi priključnega hibrida in pa zmogljivi 8-valjni bencinski motor. Ta vozniku ponuja kar 386 kW. Že omenjeni priključno hibridni motor pa je po eni strani celo drugi najmočnejši v celotni ponudbi, po drugi strani pa je lahko tudi najbolj varčen in čist, saj lahko zgolj na elektriko prevozi dobrih 40 km. Ob vsem naštetem in preizkušanem je na dlani samo en odgovor. Novi Defender je ne glede na pogonski sklop še vedno eden najboljših hribolazcev, če si tega kupec, ki bo zanj odštel od 50 pa do 150 tisoč evrov, sploh res želi. Vstopili smo v DS-ov butik. To je prostor, kamor greš na kavo, poklepetati o usnju, intarzijah, brušenem aluminiju, kristalu, dragih kamnih, najdražjih urah, audiofilski glasbi, seveda tudi o modnih ženskih torbicah, moških denarnicah in drugih stilskih dodatkih. Skratka, v DS-ov butik prideš poklepetati o temah, ki so nepogrešljiv del francoske visoke mode. In tokrat smo vstopili, da bi si od blizu ogledali DS9, limuzino. Pravzaprav limuzino v tistem klasičnem pomenu besede. DS9, bom rekel, predstavlja ambasadorja znamke DS in sicer v tem smislu, da nas postavlja kot znamko DS med prave premijske znamke, ker prava premijska znamka ponuja tudi limuzino najvišjega ranga. Torej, skoraj 5 metrov dolžine, nizka bočna silhueta in 4 vrata, pri čemer bistveno vlogo odigra zadnji par vrat. DS9 je vozilo, v katerem se dobro počuti voznik kot sovoznik oziroma sopotniki. Eno je voznikov delovni prostor, drugo je pa zadnja klop, ki je v tem primeru dejansko naravnana na maksimalno udobje, ker ti ponujamo tako ventilirano kot tudi masažne zadnje sedeže, kar je pa novost v tem segmentu. DS9 predstavlja največ, kar ponujajo Francozi ta hip, tudi v tehničnem smislu. Zaradi same svoje konstrukcije, se pravi arhitekture, da gre za klasično limuzino, poudarja tisto, kar je pred 60 leti poudarjal osnovni model DS19, in to je izredna udobnost med vožnjo. To mu omogoča sistem DS-Scan Suspension, ki v taki konfiguraciji avta, kot je DS9, pride do pravega izraza. Se pravi, izredno mehka in neutrujajoča vožnja. Naj spomnimo,
Kamera na vetrobranskem steklu stalno snema cesto in zaznava nepravilnosti na asfaltu, vse luknje, vse grbine. Se pravi, da avto še pred samo oviro ve, s kakšnim tlakom v blažilnikih bo nevtraliziral udarec, da bodo voznik in sopotniki v kabini nepravilnost občutili kar najmanj. V tokratnem klepetu smo izvedeli, da znamka DS ta hip nima težav z dobavo avtomobilov, torej so bolj kot ne edina avtomobilska znamka, ki ne trpi težav, ki izhaja iz polprevodniške krize. To bo veljalo tudi za najbolj svežega DS-a, model DS4, ki se bo k nam pripeljal konec novembra. Citroen predstavlja svojega predstavnika v najbolj popularnem avtomobilskem razredu ta hip, se pravi svojega malega SUV-ja, C3 Aircrossa. Prenovljen je celoten prednji del, sedaj so žarometi v celoti v LED tehnologiji, prav tako pa se je znamka Citroen odločila za poseben barvni vstavek na spodnjem delu. Omenjen barvni vstavek je lahko kar v 4 različnih barvah, in sicer v beli, oranžni, črni ali pa na posebni seriji tudi v rdeči barvi. Personalizira se poleg prednjega dela tudi ohišje vzvratnih ogledal. Imamo tudi poseben stil zadnjega vogalnega stekla. Prav tako pa lahko stranka izbira tudi med 2 različnima barvama strehe. To sta streha je lahko v črni ali beli barvi. Da pa še to ne bi bilo dovolj, lahko stranka izbira tudi med različnim dizajnom 16 in pa 17-palčnih platišč iz lahke litine, ki so lahko poleg črne barve tudi v svetlejših barvnih izvedbah. Zdaj na cestah vidimo predvsem sive, črne pa bele odtenke. Zato smo se odločili, da ponudimo brezplačno barvo rdečo, in sicer kovinsko. To je ta rdeča, tako da skušamo neko barvitost in pa seveda pozitivizem na slovenske ceste, ki pride prav sploh v teh meglenih dneh. Kar se tiče drznosti, je na voljo še ena nova barva, in sicer barva siva kaki, ki bi jo za še povečane drznosti lahko kombinirali s kakšnimi modrimi barvnimi dodatki, se pravi modro ohišje vzvratnih ogledal in pa tudi tistega zadnjega četrtinskega dela vozila. Pri Citroenu mali SUV pomeni tudi mali družinski avtomobil. In na tem mestu lahko poudarimo, da lahko sovoznikovo naslonjalo takole poklopimo, kar nam omogoča, da v tem malem avtomobilu tovorimo tudi 2,5 dolge predmete. In seveda, družinska raba pomeni tudi to, da lahko zadnjo klop pomikamo po dolžini in na ta način lahko prilagajamo velikost prtljažnika specifičnim potrebam na poti. In ja, dolžinski pomik zadnje klopi v tem avtomobilskem razredu ni samoumeven. C3 Aircross pa seveda noče navduševati samo z eno prostorsko prilagodljivostjo, ampak tudi s SUV-evsko pustolovskim značajem. Za čuda nima tistih klasičnih zračnih mehučkov na bokih, ki so očitno tudi po Citroenovem mnenju bolj lepotnega pomena. Iz uporabniškega stališča je tako bistveno bolj koristno, da ima ta Aircross lahko tudi tako imenovani sistem grip control. Ta na strmih klancih, prekritih snegom, blatom ali na makadamu, preprečuje, da bi se avto zaganjal in s tem kopal. Drži malce višje vrtljaje, hkrati pa ESP v teh primerih ne pobere vse moči, zato avto ves čas vleče. Ne obstane, ko pridejo težje cestne razmere. Evropski kupci so statistično gledano najbolj zahtevni kupci in vozniki. Yaris Cross z ergonomijo ne razočara, še manj pa z opremo, ki jo ponuja. A na dodobje bi vseeno postavili sistem Toyota Safety Sense, ki v avto ne glede na izbiro opremskega paketa, že serijsko prinaša številne varnostno-asistenčne sisteme. Za pogon v testnem avtu je skrbel 1,5-litrski bencinski trivaljnik, ki mu je pri naporih pomagal še elektromotor. Torej klasični Toyotin hibridni pogon, ki ponuja 85 kW sistemske moči. Realno, premalo za športno vožnjo z odločnim pospeševanjem in visokimi hitrostmi. A poslanstvo hibridnega sklopa ni v takšni vožnji, saj se sistem več kot izkaže o pomirjeni mestni vožnji.
Da je temu tako, potrjuje Nordni krog s porabo 4,9 litra za 100 prevoženih kilometrov. Morda bo kdo rekel veliko, a po drugi strani je bilo tesno povprečje zgolj 4,7 litra. Posledično smo za 100 km Nordnega kroga odpeljali le nekaj več kot 40% povsem na elektriko. Pri povsem običajni mestni vožnji pa se odstotek vožnje samo na elektriko lahko dvigne celo na 80%. Hibridni sistem sam določa, kdaj bo potekala vožnja na elektriko in kdaj ob pomoči bencinskega motorja. Danes so velik del prodajne pogače takšnim klasičnim limuzinam odščipnili mestni terenci. No, ampak v primerjavi z njimi ravno pri vožnji spoznamo glavne prednosti razreda C. Seveda tukaj ni kakšnega značilnega SUV vstopanja, tukaj se sedi zelo nizko in vozniški položaj je lahko posledično zelo športen, če si tega želite. In prednosti se kažejo tudi v manjšem zračnem uporu in posledično manjši porabi goriva. Na trajnosti kraljujeta dva velika zaslona. Prvega pred voznikom že poznamo iz ostalih Mercedesovih modelov, tale na sredini pa je odslej postavljen nekoliko nižje in vertikalno, po vzoru razreda S. Zaslon ima zares vrhunsko odzivnost. Vse funkcionalnosti zelo tekoče delujejo, na voljo pa je tudi bogastvo informacij. No, nam je tudi zelo všeč, da lahko sistem Android Auto povežemo na brezžičen način. Je pa po drugi strani dobrodošla novost kapacitiven volanski obroč. To pomeni, da vse skozi zaznava dotika naših dlani in to je zelo dobro za delovanje asistenčnih sistemov. To pomeni, da recimo sistem Lane Assist ne potrebuje več tistih drobnih premikov volanskega obroča, ki nam pri udobnem križarjenju na avtocesti pogosto kar kravžljajo živce. Pred skoraj 4 desetletji, tako daleč je namreč že leto 1982, se je rodil Mercedes 190, predhodnik tega avtomobila. To je bil Baby Benz, torej najmanjši Mercedes, ampak danes na razred C gledamo nekoliko drugače. Tu ni več Baby Benz, v salonu imamo namreč kar nekaj manjših in pa cenejših Mercedesov, ampak avto za ljubitelje preverjenega, za ljubitelje klasike, za ljubitelje poslovnih limuzin ali pa karavanov. Vsakič, ko se lotevam testiranja avtomobilov, se najprej usedem v avtomobil, odpeljem nekaj kilometrov in šele potem grem gledati tehnične podatke, se pravi, koliko ima konjev, kakšne so pospeški, kakšna je cena. Zato, ker na ta način mi avtomobil govori neobremenjeno, oziroma jaz občutke o avtomobilu sprejemam neobremenjeno od podatkov. No in pri tem avtomobilu, pri novem Nissanu Qashqaiu, pa so moji občutki zatajili. Namreč jaz med vožnjo nisem zaznal, da ima ta avtomobil pravzaprav CVT menjalnik. Brezstopenjski oziroma neskončno stopenjski menjalnik. Zakaj nisem zaznal, da ima ta avtomobil CVT menjalnik? No, zato, ker ta brezstopenjski menjalnik pravzaprav predstavlja stopenjsko. Stopnje pa so inženirji določili samo s programsko opremo. In te elektronsko določene prestave voznik uporablja tudi v ročnem načinu prestavljanja. Se pravi, ko uporablja te obvolanske ročice za prestavljanje. Ampak veste, če je kriterij dobrega samodejnega menjalnika v tem, koliko ima voznik potrebo po uporabi teh gumbov za ročno prestavljanje, no potem je ta menjalnik zelo, zelo dober. Praktično nismo imeli želje, nismo čutili potrebe, da bi jih uporabljali. In nasplošno lahko rečemo za ta avtomobil, da je ta hip eden bolj celovitih paketov, ki jih lahko voznik dobi v tem avtomobilskem razredu. Avto namreč nudi izredno veliko mero udobja, pa hkrati tudi dinamične vožnje lastnosti. Dobi primerno prostornost, pa hkrati tudi atraktiven videz in celoten nabor vseh aktualnih asistenčnih sistemov.
In s tem, ko rečemo, da je avto eden najboljših paketov ta hip, smo vam pravzaprav povedali bistvo. Verjamemo pa, da vas zanima še kaj več o novem Qashqaiu. Zato vam na rtvslo.si ponujemo daljši, bolj podroben pregled. Ljudno vabljeni. Današnja tema očiščevanje električnih avtomobilov je še veliko širša. Pri avtomobilski industriji, ki je seveda samo eden od onesnaževalcev, je stvar sila enostavna. Kako kupce zadržati na avtomobilih in kako jim tudi v prihodnje ponuditi avtomobile, ki jih bodo kupovali. Pred recimo 20 leti se je dobro prodajala varnost. Danes se dobro prodajajo veganski avtomobili. Primer. Trgovci v naših salonih avtomobilov so se začeli srečevati s termini, ki so bili do zdaj rezervirani za popolnoma drugačna okolja. Kupec pride v salon, pove, da mu je avto všeč, da bi ga celo kupil, da pa mu ni všeč njegova moralna in etična teža. Praviloma se to nanaša na usnjeno notranjost v avtu. Uganete, koliko velikih kosov usnja gre v avto? V povprečju približno 4 kosi. Če pa je avto nekoliko bolj luksuzen in večji, pa z lahkoto 6. Na primeru usnja v avtomobilih lahko vidimo, kako močno gonilo prodaje smo kupci. Nekoč je bila usnjena notranjost v avtomobilih rezervirana le za najbolj luksuzne in drage avtomobile. A ker smo si želeli takih tudi vsi ostali, je danes usnjena notranjost postala standard. V izbranih avtomobilih tako danes že počasi postaja pomembno, da je notranjost avtomobila narejena iz sonaravnih, recikliranih, ekoloških, trajnostno in moralno neoporečnih materialov. Približno 50 let je bilo potrebnih, da se je usnje iz luksuznih avtomobilov naselilo v srednji in celo nižji razred. Bomo videli, koliko let bomo potrebovali za obratno smer. K današnji temi dekarbonizaciji in razogljičenja prometa, transporta, pravzaprav družbe v celem se bomo v avtomobilnosti še vračali. Saj gre za enega najpomembnejših vprašanj v sodobni družbi. No, in Andrej bo o tej temi debatiral tudi s profesorjem z Ljubljanske fakultete za strojništvo, profesorjem Katrašnikom. 16. novembra, ampak do 16. novembra je še kar nekaj podražitev goriva in zamenjanih letnih pnevmatik. To pa upam, da ja. In mi se vidimo naslednji teden, vmes pa sledite tudi na internetu in seveda na vseh naših družbenih kanalih. Se vidimo.